Nogometni stadion v Lescah je bil prizorišče prvega treninga naše izbrane vrste v okviru priprav na septembrski kvalifikacijski tekmi Švico in Estonijo. Reprezentanca se je tudi tokrat zbrala v dolgoletni bazi na Brdu pri Kranju, kamor je selektor Srečko Katanec povabil nogometaše, ki jih je predstavil na novinarski konferenci v Slovenski filharmoniji, partnerju Nogometne zveze Slovenije pri promociji pozitivnih vrednot športa in glasbe. Tokrat seveda v prvi vrsti športne želje. Zmeri je potrebno dati gol, potem se pa to že odvija tekma v tako smer. Ampak na začetku tekme vsake želimo dati gol in tako tudi moja filozofija fantom to prenaša. Seveda, če fantje pridejo iz klubov v določenem stanju, je to lahko, če pa v drugem stanju pridejo, je pa to malo težje, ne seveda. V izbrani vrsti za septembrski tekmi ni nekaterih igralcev z junijskega zbora, tudi dolgoletnega reprezentanta Brečka, vračata se Krhin in Stevanovič novinca sta Olimpin nogometaš Nik Kapun in član Domžal Nejc Skubic. Danes smo se s fanti zbrali, pozdravili, vsi veseli, da se vidimo, potem bomo po nadaljevanju videli, kako bo šlo s to napetostjo, ampak jaz verjamem, da neka pozitivna napetost bo in to nam bo sem pomagal pri teh dveh tekmah. Septembrski zbor reprezentance se v enem od segmentov razlikuje od junijskega, saj so nogometaši na uvodu v novo sezono razbremenjeni skrbi s podaljševanjem pogodb in iskanjem novih klubov. Utrujen od teh aktivnosti, a zadovoljen je na Brdo prispel Kevin Kampel, novi član Bayerja. Celi čas sem upal, da bo to šlo z Leverkusenom in zdaj hvala Bogu na koncu, da sem lahko pristopil in sem zelo srečen in zato tudi sem dobro volje. Se dobro počutim in sem srečen, da zdaj tudi malo beg iz Nemčije, da to se lahko malo vse zmeri okoli mene in sem srečen, da sem spet pri fantom tu in upam, da bomo dve dobre tekme igrali. Treningi na Gorenjskem oziroma v Ljubljani bodo namenjeni v igravanju selektorjeve taktične zamisli za gostovanje na Santiago Parku v Baslu. Velikih skrivnosti ni, o nasprotniku vedo tako rekoč vse, tudi igralci. Njihov slog igre je mogoče, ne vem, bolj meni podoben, kot je igral Juventus, s tremi od ozadij, z bočnimi igralci, široko gor, te pritisnejo v 16 metrov in mislim, da bo treba čim bolj se potruditi, da ne bomo v našem 16. prostoru dolgo in seveda mislim, da bomo najmočnejši takrat, ko bomo mi imeli žogo, da bomo probali čim dalje zadržati in seveda, da se ne bomo samo branili. Mislim, da so oni favoriti, tudi na lestvici so više od nas, res je, da igrajo doma, ampak to bo tekma, kjer se bo vse lomilo. Mislim, da moramo iztržiti sam pozitiven rezultat in pa bo vse dalo. Ta pozitiven rezultat je že remi? Ja. Bi bili zadovoljni z njim? Jaz bi bil. Ob utrinkih z prvega treninga še nekaj številk. Slovenija bi se z zmago v Baslu Švico izenačila na drugem mestu skupine E. Druga septembrska tekma bo v torek 8. septembra v Ljudskem vrtu s 4. Estonijo, ki za Slovenijo zaostaja 2 točki in se bo pred gostovanjem pri nas pomirila s sosedo Litvo. Slovenija in Švica sta doslej igrali 8-krat, naša izbrana vrsta ima 2 zmagi, Švicarska 5, ena tekma se je končala z remijem. Lansko jesensko kvalifikacijsko tekmo v Ljudskem vrtu je z 1:0 dobila Slovenija.